Predsednik države je pomembna oseba. Njegova glavna naloga je, da predstavlja Slovenijo doma in po svetu, zato veliko potuje in se srečuje s predstavniki tujih držav. Predsednik je vrhovni poveljnik obrambnih sil, kar pomeni, da vodi vse slovenske vojake. Predsednik nima moči, da bi sprejemal zakone in ne odloča o tem, koliko kdo zasluži ali kdo mora iti v zapor. Lahko pa opozarja na težave in se trudi, da bi se vsi čim bolje razumeli. Predsednika države izberejo volivci. To so polnoletni državljani, ki gredo vsakih 5 let na volišče. Na volilnem lističu označijo, koga želijo za predsednika in mu tako oddajo svoj glas. Izbirajo lahko med kandidati, ki so se prej prijavili za predsednika Republike Slovenije. Novi predsednik postane tisti, ki zbere več kot polovico vseh glasov. Če nihče ne zbere dovolj glasov, se prvi in drugouvrščeni kandidat pomerita še enkrat. Temu pravimo drugi krog volitev. Ko je predsednik izvoljen, hodi vsak dan v službo v predsedniško palačo. Tu ima svojo pisarno in v njej sprejema goste, odgovarja na klice ter pisma državljanov in drugih pomembnih ljudi iz vsega sveta. Službo predsednika opravlja 5 let, čemur rečemo mandat. Isti predsednik lahko vodi Slovenijo največ 2 mandata. Prvi predsednik Slovenije je bil Milan Kučan, ki je vodil Slovenijo 10 let. Leta 2002 smo Slovenci izvolili Janeza Drnovška, zadnjih 5 let je predsednik Danilo Türk.